Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva. Na dogodku Raznolikost iskali načine za čim večjo zaposljivost ranljivih skupin. V Slovenskih Konjicah bodo praznično dogajanje začeli s petkovim prižigom lučk. V Braslovčah že prižgali prvo adventno lučko in praznično razsvetljavo. Nogometaši Celja in Kopra so se še drugič letos razšli brez zmagovalca. Mestna občina Celje je v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje, Zavodom Vozim in Zavodom Iskriva v Narodnem domu pripravila dogodek Raznolikost je enako priložnost, konkurenčnost, prihodnost. Na njem je več kot 200 udeležencev govorilo o zaposlovanju ranljivih skupin. Mestna občina Celje na tem področju vzpostavlja podporno točko za delodajalce in iskalce zaposlitve med invalidi. Vesel sem, da se je na današnji konferenci zbrala tako raznolika družba od podjetnikov do predstavnikov nevladnih organizacij javnega sektorja, vsi skupaj z idejo in globokim razmislekom o tem, kako ranljive skupine v naši družbi bolje vključevati v proces zaposlovanja. Dolgo v inkluziji govorimo kot o strateški usmeritvi, pa vendar je tudi v praksi bilo veliko narejenega. Celje se tu postavlja kot eno izmed mest, ki je že v preteklih desetletjih pogosto odigralo pionirsko vlogo, od prvega centra za rehabilitacijo invalidov do kasneje prvega pilotnega programa javnih del določenih podjetij, ki se s tem področjem ukvarjajo, in verjamem, da smo sposobni korake na področju dostopnosti za vse družbene skupine in seveda povezovanja na področju zaposlovanja, ki pogosto prinaša ne le omejitev, ampak tudi razvojne prednosti, skupaj peljati naprej, in da lahko tudi naše mesto postane ena močna točka, kjer se bodo te vsebine razvijale. Mestna občina Celje je skupaj s partnerjema Energetiko Celje in podjetjem ETRA postala del mednarodnega konzorcija North Adriatic Smart Communities Hydrogen Accelerator, ki bo v naslednjih 3 letih pospeševal razvoj obnovljivega vodika ter preizkušal napredne rešitve za pametne vodikove skupnosti v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem. V projekt je vključenih 20 partnerjev in je sofinanciran s sredstvi Evropske unije. Cilj projekta je v 3 državah preizkusiti in demonstrirati rešitve, ki pokrivajo celotno verigo obnovljivega vodika, od proizvodnje in shranjevanja do uporabe v mobilnosti, urbanih okoljih in namakalnih sistemih. V Slovenskih Konjicah se bo praznično decembrsko dogajanje začelo v petek 5. decembra, ko bodo prižgali praznične luči. V vodstvu konjiške občine obljubljajo pester nabor različnih prireditev, nekaj pa so jih izpeljali že v preteklih dneh. Konjičani in obiskovalci mesta se bodo lahko do konca leta udeležili več kot 70 različnih dogodkov, posebej živahno pa bo od 26. decembra naprej, saj takrat pripravljajo vse od animacij za otroke do cikla koncertov imenovanega Novoletnice. Jaz izražam eno veliko zadovoljstvo, torej da bomo tudi letos, tako kot vsako leto, poskrbeli, da bo ta december dinamičen, da bo veliko dogodkov, predvsem za mlade, pa tudi za nas nekoliko starejše, da smo nekako tudi spremenili, nadgradili ta koncept, ki smo ga v mestu imeli do sedaj. Prvi dogodki so sicer že za nami, uradno odprtje prazničnega dogajanja pa bo konec tega tedna. Pozvali smo vse krajevne skupnosti, kulturna in turistična društva, zavode ter druge prireditelje, ki že tradicionalno organizirajo dogodke v prazničnem decembru v naši občini, in uradni začetek decembrskega praznovanja bo ta petek, 5. decembra, ko bomo ob 4:30 zvečer na Mestnem trgu prižgali praznične luči in odprli drsališče. Tu bomo storili skupaj z županom in Marijom Pešičem, odličnim vokalistom, animatorjem. V Konjicah tako pripravljajo Frančiškov sejem, miklavževanje, gledališke, lutkovne in filmske predstave, pravljične urice in še marsikaj. Koncertno dogajanje na Mestnem trgu bomo nadaljevali potem konec meseca decembra, od 26. pa vse do konca leta. Na Centru za kulturne prireditve smo poskušali poskrbeti za vse glasbene okuse.
26. decembra bodo na Mestnem trgu skupina Help, a Beatles Tribute, glasba Beatlov. 27. decembra prihaja Miran Rudan InDesign, 28. decembra bo kulinarični večer, 29. decembra skupina Sun Park, mlada in izjemno obetavna rock zasedba, 30. decembra bo na Mestnem trgu otroško silvestrovanje z Mojco Robič in obiskom Dedka Mraza, že tradicionalno seveda. Zvečer pa koncert Anike Horvat z gosti, tokrat otroškim pevskim zborom Osnovne šole Podgoro pod vodstvom Sanje Pelšak-Pesan. Vrhunec pa bo silvestrovanje na prostem. 31. decembra pa bomo tradicionalno silvestrovali na Mestnem trgu in stopili v novo leto s Simple Bandom, na oder pa bo stopil tudi župan svojo novoletno poslanico. Zadnje dni leta bo po mestu vozil praznični vlak Konjičan od 26. pa do 30. med 17. in 20. uro. Nekoliko drugačna bo letos tudi gostinska ponudba na Mestnem trgu. Letos v Slovenskih Konjicah prvič uvajamo celovito prenovljen koncept zagotavljanja gostinske ponudbe. Že 1. oktobra smo objavili javno povabilo za sodelovanje, ki je natančno določilo pogoje, tipe prodajnih mest ter obratovalni čas. Torej, posebej smo poudarili tudi obvezno prisotnost gostincev ob prižigu prazničnih lučk ter v času osrednjega prazničnega dogajanja med 26. in 30. decembrom, ko seveda pričakujemo največji obisk na novoletnicah, na teh prazničnih vrhuncih. V preostalem času pa lahko ponudniki svoj delovni čas prilagajajo svojim zmožnostim, seveda pa v okviru celovito predpisanega urnika. Gostinska ponudba bo obiskovalce pričakala v povsem novih lesenih hišicah, poleg njih pa bosta gostom na voljo tudi 2 mobilni okrepčevalnici. V občini Braslovče pa so prvo adventno lučko in praznično razsvetljavo ob velikem adventnem venčku prižgali konec preteklega tedna. V programu, ki ga je pripravilo Prosvetno društvo Braslovče, so nastopili moški pevski zbor Karl Virant Braslovče, ženski pevski zbor Asumpta ter mlada braslovška glasbenica Tija Pšaker. V Braslovčah so v nedeljo poleg prve adventne lučke prižgali tudi ostalo praznično razsvetljavo, ki bo takole cel mesec naznanjala, da smo v prazničnem času. Moram reči, da je to eden izmed lepših ali pa najlepših dogodkov v občini. Zagotovo ta adventni čas, v katerega stopamo in takrat simbolično prižgemo prvo adventno lučko na adventnem venčku tukaj pri naši čudoviti cerkvi v Braslovčah in pa jasno so praznično, božično, novoletno razsvetljavo v občini. Zakaj je tako posebna, ne vem, jaz pravim, neka intimen dogodek, poln čustev, upanja, vere, ljubezni, samih pozitivnih občutkov, energije in ko je to fokusirano na enem prostoru, je res en prijeten občutek in sem zelo hvaležen, da je temu tako. Otroci so se seveda najbolj razveselili drsališča, ki je že takoj po otvoritvi privabilo prve drsalce. Se pa tudi v prihodnjih dneh, vse do konca meseca v Braslovčah obetajo številni praznični dogodki. Kar številne dogodke imamo, danes nadaljujemo z otvoritvijo drsališča tukaj v Braslovčah, ki je praktično že 4-5 leto zapored in 3 mesece in je praktično ves čas polno obiskovan. Predstavlja vsem en center druženja v zimskem času, tudi v decembrskem prazničnem času. Potem je tukaj božična vasica, pa božični bazar, božičkov nabiralnik imamo tudi, tako da je tudi za najmlajše poskrbljeno. Skratka, kar nekaj dogodkov bo. Zaključujoč, zagotovo eno srednji dogodek je koncert Nine Pušlar, ki bo tukaj v Braslovčah 18. decembra in se zelo veselim, tega prazničnega decembra. Priložnosti za druženje bo torej v prazničnem času več kot dovolj, le izkoristiti jih je potrebno. Praznični čas bodo tako številni Braslovčani preživeli skupaj s sokrajani. Čudovit čas. Se mi zdi, da se tudi vsako leto več dogaja. Veliko je tudi odprtosti med ljudmi v prazničnem času, veliko druženja, tako da mislim, da je en tak lep in prijeten trenutek v letu.
ko si tudi ljudje vzamemo nekoliko več časa za prijateljstvo, za druženje, za, bom rekla, medsebojno pohajkovanje tudi s prijatelji, mogoče za take trenutke, ko med letom ni toliko časa. Krasno, zelo lepo, tale tradicionalni prižig adventnega venčka na prvo adventno nedeljo je nekako že kar veliko tradicionalno in zelo, zelo lep začetek tega res čarobnega decembrskega oziroma adventnega časa. Meni je ljubše december, če je nekoliko bolj miren, kot pa, da je zelo bučen, tako da nekako bolj v miru pripravi na praznike, z družino, s prijatelji, veliko druženja ob dolgih zimskih večerih, kakšna dobra knjiga, skratka, pa tudi še kakšna prireditev, ki zagotovo pride še na vrsto. Vsako leto je bolj praznično, vsako leto nas več pride, tistih, ko nastopamo, tistih, ko pridejo nas poslušati, tako da lep praznični čas se je začel in upam, da ga bomo vsi skupaj v naši občini popestrili z decembrskimi dogodki in seveda v krogu svojih domačih preživeli en lep december. Za spremljevalni program v prižigu lučk so poskrbeli člani moškega pevskega zbora Karl Virant Braslovče in članice ženskega pevskega zbora Asumpta ter gostja, mlada braslovška glasbenica Tija Pšaker. V občasnih razstavnih prostorih Knežjega dvora v Celju so na ogled postavili filatelistično razstavo Ljubezen na znamkah, katere avtor je znani celjski filatelist Tone Petek. Razstava sodi v sklop prireditev ob 600-letnici smrti Veronike Deseniške. Znani celjski filatelist Tone Petek je v četrtek 27. novembra 2025 v občasnih razstavnih prostorih Knežjega dvora na trgu Celjskih knezov na ogled postavil zanimivo filatelistično razstavo pod naslovom Ljubezen na znamkah. Na njej pa predstavlja številne znamke na temo ljubezni, pisemske ovojnice in poštne žige. Posebnost njegovih filatelističnih razstav pa je, da so pripravljene tudi povečave znamk, kar omogoča lažji ogled. In tudi ta je takšna, kar zanesljivo pripomore k večjemu zanimanju občinstva. Razstavo je Tone Petek pripravil v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje v sklopu vrste prireditev ob letošnji 600-letnici smrti Veronike Deseniške, saj je v začetku leta Pošta Slovenije izdala tudi posebno znamko o Veroniki Deseniški ter pripravila spominski poštni žig ob njenem izidu. Ta znamka ima na pričujoči razstavi seveda prav posebno mesto. Januarja je šla znamka o Veroniki Deseniški, je bilo mnenje, da bi pa potrebovali eno pozitivno zgodbo tudi na znamkah. Zato sem na pobudo Pokrajinskega muzeja Celje, nisem potreboval nič kaj veliko za razmišljati, sem se odločil, da pripravim to razstavo in priprave so stekle. Ja, razstava, ki je postavljena tukaj, na eni strani prikazuje znamke, ki so zraven pa s povečavom, ker te znamke so seveda majhni predmeti, ki jih je na razstavnih panojih zelo težko videti. S povečavom pa gospod Petek ravno sporoča to, da lažje, da se ogledajo te zadeve, lažje dajo na podarke, na te sporočilnosti, ki znamke seveda brez dvoma imajo. So odraz časa, ko so nastale, ponovadi nastajajo, glede tudi, da govorimo o znamkah od sredine 19. stoletja, so predvsem ob določenih obletnicah izhajajo in v muzeju se lahko pohvalimo, da je do sedaj že 5 predlogov, ki jih je muzej podal Pošti Slovenije, bilo uresničenih. Zadnji je seveda Veronika Deseniška. Na otvoritvi razstave je bilo prisotnih kar precej ljubiteljev filatelije v Celju. Med njimi tudi član izvršnega odbora Filatelistične zveze Slovenije Veni Ferrant in ustanovni član Filatelistično-numizmatičnega društva Celje Matevž Žugelj, oba Celjana, in filatelistična prijatelja Toneta Petka, ki mu tudi vedno priskočita na pomoč pri postavitvah razstav. Ja, jaz imam to priložnost, da vsako to razstavo vidim veliko prej kot publika, zaradi tega, ker s kolegom Žugljem sodelujeva pri večini oziroma skoraj vseh postavitvah Tonetovih razstav v fizični obliki. Se pravi, Pošta Slovenije nam pripelje vitrine, midva pa poskrbiva potem skupaj s Tonetom, da to na ogled postavimo. Tako da je to en tak privilegij, sodelujeva pa v bistvu že od njegove prve take razstave
in sva se, moram reči, kar dobro ujela. Predvsem smo pa na Filatelistični zvezi veseli takega Tonetovega delovanja. Ja, lahko rečem, da sem nad razstavo zelo navdušen. Gre spet za en, bom rekel, velik filatelistični dogodek, katerega avtor je naš znani filatelist Tone Petek. Otvoritev razstave, ki je potekala v Barbarini dvorani Knežjega dvora, so poleg nagovorov z glasbo pospremili učenci glasbene šole Celje. Razstava pa bo v Knežjem dvoru na ogled do začetka marca leta 2026. Več o razstavi, njenem avtorju Tonetu Petku ter Celjskem filatelistično-numizmatičnem društvu pa v reportaži v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. Nogometaši Celja so v 17. krogu nogometnega državnega prvenstva na svojem igrišču z 1:1 remizirali s Koprom. Za Celjane, ki imajo na prvenstveni lestvici zdaj 9 točk prednosti pred Mariborom, je bil to zadnji test pred jutrišnjim pokalnim obračunom proti Olimpiji. V prvem polčasu so gledalci videli 3 zadetke. Prvi, Vitalija Lisakoviča, je bil zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Z drugim, ki ga je dosegel Ivica Vidovič, pa so Celjani povedli z 1:0. Hrvat je zadel že na 3. tekmi zapored. Gostje so do izenačenja in končnega izida tekme prišli v 35. minuti, ko je Kamil Manseri uspešno zaključil hiter protinapad Koprčanov. V nadaljevanju sta si moštvi ustvarili nekoliko manj priložnosti. Najlepšo za Celjane je zapravil Daniel Šturm, ki mu je veselje preprečil Celjan med koprskima vratnicama Metod Jurhar. With the performance satisfied we did by the plan, we did also the change at the 60 minute that Zadovoljen sem s predstavo, ki smo jo pokazali danes. Držali smo se dogovora in načrta, ki smo ga postavili pred tekmo. Po uri igre smo nekoliko spremenili igralne pozicije, saj smo zaigrali s 3 deseticami. Težko je igrati proti Kopru. Igralcem sem povedal, da sem zadovoljen z njihovo predstavo. Z njimi želim biti vedno iskren. Razlika med igralcem za $500 000 in $5 milijonov se vidi v kazenskem prostoru. Med njimi je razlika v tem, kdaj kdo doseže zadetek, ko se znajde v priložnosti. Iz številnih priložnosti, ki smo si jih ustvarili danes, bi morali večkrat zadeti. Sprožili smo 25 strelov, moramo biti bolj učinkoviti. Mi smo izgubili 2 točki in ne nasprotnik. Tudi zadetek smo jim podarili iz naših napak. Sprejemali smo slabe odločitve, ko smo bili blizu nasprotnikovega kazenskega prostora. Nimamo še prave mirnosti in kvalitete, da bi tudi takšne tekme znali pripeljati do konca po naših željah. Z vsem ostalim sem zadovoljen. Gremo naprej. Že jutri nas čaka čudovita tekma v pokalu. so all about this. The rest, I'm satisfied, I'm happy, keep going and we have a beautiful game on Thursday for the cup. Nogometni klub Celje, ki ga jutri čaka pokalni obračun z Olimpijo v Ljubljani, je z mestno občino Celje podpisal pogodbo o brezplačnem upravljanju kompleksa na Skalni kleti. Klub namerava tam investirati v celovito obnovo objekta in igrišča ter na ta način vzpostaviti nov sodoben klubski trening center. V vodstvu celjskega kluba so se razveselili tudi novice iz Sporto konference, na kateri je nogometni klub Celje prejel priznanje za najboljšo športno blagovno znamko leta 2025 v Sloveniji. Jutri bo oblačno, ponekod bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 3 do 6, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno oblačno in do večera po večini suho vreme. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na petek se bodo rahle padavine od jugovzhoda razširile nad večji del Slovenije in v petek čez dan postopno ponehale. Meja sneženja bo predvidoma na nadmorski višini med 500 in 800 metri.
To so bili dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Nasvidenje.